Zdaj bomo pa naredili en manjši poskus in sicer s takim termometrčkom. To je en tak pocen termometer, ki ga bomo dali škatlice ven in izgleda takole. Tukaj imam tak ekranček, tole je pa senzor. Se pravi, tale delček meri temperaturo, ta pa prikazuje temperaturo. In zdaj, da bo stvar malo bolj zanimiva, bomo imeli 7 takih termometrov. In vseh teh 7 termometrov bom jaz njihove senzorčke vtaknil v tole termosko. To je pa ena taka izolirana posoda, ogromna, ki pa ni noter čaj, ampak je mešanica vode in ledu. In tole bo šlo zdaj direkt v vodo in led. Zakaj mešanica vode in ledu? Ker pol ves zrak, ki bi bil skrit med kristalčki ledu, izgine, ker ga nadomesti voda. Ta škatla ima pa zraven še takle termometer, ki meri temperaturo na ene 5-6 decimalk in s pomočjo takega termometra mi lahko ugotovimo, da je naše točke ledišča nekaj milistopinj Celzija stran od ničle. No in zdaj te moji termometri, medtem ko jaz govorim, so se že vsi ohladili, vsi so bili novi, glih iz škatlice ven vzeti in koliko bi oni mogli kazati, oni bi morali kazati 0 stopinj. Ampak ne kažejo. Tale kaže 0,2 stopinje, ta 0,4, 0,3, 0,3, glavno vsak nekaj po svoje kaže. To je pa zato, ker senzorčki, ki so v njih, so mogoče od istega proizvajalca, niso pa popolnoma enaki. Kabelčki, ki grejo do elektronke, tudi niso popolnoma enaki. Elektronka ni popolnoma enaka, baterija ni popolnoma enaka. Skratka, ker niso čisto popolnoma enaki, tukaj pride do razlik. Če pa mi take termometre rabimo, da oni res dobro merijo, da imamo to v enem hladilniku, recimo, lahko zacepiva na -80 stopinj, potem je zelo pomembno, da oni točno merijo. In postopek, kako take termometre mi pripravimo, da točno merijo, s tem postopku se reče kalibracija ali umirjanje. In na smeri tehnička kakovost se študenti učijo točno to, kako umeriti merilne naprave.